Oj, sem Rina in poslušate oddajo Radioaktivno. Besede prazne, polne lačnih ust, site papirjev grejo na dopust. Pravica na plaži v senci počiva, vsega je kriva, blazina napihljiva. Če nam ustreza pamet, so limonu ne bojejo mimo in preganjajo zimo. Življenje streže nam limonado na bosih nogah, pogrešamo Prado, la vie est belle. Življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž. Bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli. La vie est belle, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž. Bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli. Zjutraj budilki se ne upremo, morje stereotipov podremo. Naše misli rišejo čačko, ko plešemo tango, zobno krtačko. Ko se nam zdi, v zvezde strmimo, štejemo ovce in iščemo rimo. Življenje naše je ekstravaganca, ko ranjem ponos ne privošči nam spanca. La vie est belle, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž. Bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli. La vie est belle, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž. Bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli. Resnica boli, ko pamet znori, kaj je in kaj je vmes, kaj je šov in kaj zares. Zgodba neslana, vest neoprana, vprašajo v glavi je ples. La vie est belle, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž. Bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli. La vie est belle, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž. Bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli. Življenje je prestiž je bila slišana skladba Rine, ki je z mano v oddaji Radioaktivno zdravo. Živijo, kako si? V redu. Običajno se srečujeva po telefonu, tokrat pa prvič mislim, da v živo. Ja, pa še na Gregorjevo, tako da to je še en tak poseben pomen. Kako za koga? Nekateri častijo nekatere druge praznike. Jaz pa pravim, da se zdaj vse prebuja, ne, dejansko, dobesedno tudi glede koncertov in vsega, tako da mislim, da ima Gregorjevo nekak večji pomen v tem smislu prebujanja. Je pa res, da, kako že, Valentin, da ima ključ do korenin nekaj takega, ne? Tako da tiste pa en mesec prej, ne? Današnji pogovor bova razdelila na dve obdobje, tudi na tvoji dve ustvarjalni obdobji. Ja, prej pravzaprav sem se še lovila, nisem vedela, koliko bi šla v globino z besedili. Zdaj sem pa dejansko ugotovila, kako se stvari združijo, no? Da se pokaže, kar se lahko. In v prvi skladbi praviš, življenje je prestiž. Če pogledamo dogajanje po svetu, potem je temu res tako. Lahko temu naslovu kar pritrdimo. Ja, govorim predvsem o tem, da se izkorišča delavca za profit in jaz se iz tega rahlo, ko bi rekla, pravim, saj mi ne potrebujemo tega, kar nam hočete vi vsiliti svojimi, kako bi rekla, ideali, ne? Sam po drugi strani pa tudi vidiš, da ti hočejo čim več vzeti, a ne? In sam po drugi strani pa nočem biti zdaj taka, da bom rekla, ojoj, jaz sem pa zdaj Boga, nič nimam. Ne, iz tega naredim neko tako zgodbo, ne, ki bo tudi druge nasmejala. Je pa res zadaj je ta, kako bi rekla, eksistencialna kriza, no. Sedaj si Rina, nekoč si bila Rina K. Kako to, da si ta K izgubila? Pravzaprav se ljudi je majčkeno motilo, no, ker niso vedeli, kaj bi s K-jem naredili.
Tako da sem rekla, bom kar Rina, ne. Pa tudi potem skozi leta je nastalo več Rin v drugih državah, ampak sem rekla, jaz sem pač Rina in sem Rina v Sloveniji in pravzaprav lahko tudi rečem, da rinam na nek način, ne. Tako da ima samo svoj pomen ta Rina. Sem pogledal na spletu, da je Rina dejansko izpeljanka imena Katarina, Marina, Sabrina oziroma celo Severina. Ti pa si Urška. Ja. Zdaj, ko bi rekla, ko sem začenjala pot, sem si izbrala določen vzdevek, ki je bil predolg. Potem je pa ostalo pravzaprav Rin, ne, in sem dodala Rina in sem ostala potem Rina, ne. Nisem čisto spremenila. Zdaj glede Urške pa obstajajo različne asociacije v povezavi z Urško, pa sem rekla, da bo to ime moje zasebnosti, no. Tako da svoje skladbe predstavljam pod imenom Rina. Greva k drugim. Naslednja bo izdana 8. marca 2017 in sicer Bodi kavalir, v njej ti pomaga tudi Daniel Filingve. Zdaj, kar se tiče te pesmi, želela sem ustvariti nekaj lahkotnega, poletnega, ne, tudi glede teksta sem se že nekako tudi ujela v tem stilu lahkotnem, ne, da je hkrati nekaj pesem pove, obenem je pa tudi plesna, ne, tako da. Pa tudi enkrat, ko smo bili v gostilni, večkrat sem tako poslušala, ko sem gotovila, da so vrteli to pesemco, tako da sem bila prav vesela, no, tako da se vrti. Rina je z mano, vdaja Radioaktivno. Če greva tvoje glasbene začetke, si ves čas solistka ali je kdaj delovala tudi v kakšni zasedbi? Preden sem stopila na samostojno pot, sem delovala v skupini, ki je izvajala Abine pesmi in tukaj sem se naučila večglasja, tako da so mi veliko dali. Zdaj želela sem ustvarjati avtorsko glasbo, ne, tako da sem se odločila za samostojno pot. Verjetno bom kdaj še s kom sodelovala, zakaj ne. Imam pa precej samo svoj pogled, ne, in je potem težko se z nekom trajno združiti v teh
pogledih. No. Vsaj do zdaj opažam, da ljudje nekako, kako bi rekla temu, sem precej določene stvari si razlagam precej svobodno, ne, in drugi mogoče tega včasih ne dohajajo, ne. Tako da mislim, da bo ostalo kar pri občasnih sodelovanjih, ne, zato sem seveda odprta. V tistem prvem obdobju, s katerega tudi sedaj vertiva glasbo, si imela kar nekaj sodelovanj, teh featuringov. Danes tega nimaš. Ja, ker pravzaprav nisem vedela, kako bi se usmerila in sem se nekako opirala na druge, ne. Potem pa sem ugotovila, da imam en svoj stil, če se bo kdo pridružil, pa z veseljem, se pravi, sem za sodelovanje. Ne. Si pa bila to z glasbeniki različnih žanrov. Res je, ja. Sicer na začetku sem se bolj nekako usmerila na pol govorjenje, ne, kot na pol rap. Zdaj pa ugotavljam, da je boljše, če pokažem še svoj glas. Ja, kaj ti sedaj poješ, nekoč, kot si dejala, si tudi repala. Ja, pravzaprav je bila to nekako zmotno razmišljanje, ne, da moram ustvariti čim bolj preprosto pesem. Ne. Tudi sama sem pravzaprav postavljala melodije in to je kar izziv. Ne. Raje imam, da jaz napišem besedilo, pa da kdo drug poskrbi za melodijo, pa jaz to mogoče po svoje interpretiram. Eno izmed takih sodelovanj je bilo tudi z MKM. To pomeni, da so bila tudi to sodelovanje z glasbeniki različnih žanrov. Ja, res je. Se pravi, to je bil tudi en tak kratek izlet. Zdaj, mislim, da me je on bolj videl v teh rap vodah, ne, pa nekako je moja pot peljala v drugo smer, ne, in se enostavno pač vsak gre po svoje. Ne. Je bilo pa, mislim, zanimivo sodelovanje pri tej pesmi, tudi zelo rada jo izvajam v živo. Gre za latino skladbo Mariachi. Ja. Zdaj, ta skladba je pravzaprav kar akustična, pri besedilu sem pa tudi kar dost sem ga zapletala, no, tako da je malo hermetična na nek način. Zabavo prespimo v prometni konici, na trgu je zmanjkalo sadja, krivi so strici in tete iz ozadja, z njimi lovimo prah na polici. Ko se hlače ne dajo zapet, pripravimo si dietni polpet, prodajamo mikrovalovno pečico za stare zamere pogled. Nas spet se v avto tlačiš, vrgolimo kot marjači, orkester galebov se dere, ko nas redar obere. Živimo kot roman, v zadnja stran je v prvem planu, razbita je iluzija, sirena na cesti zavija. Pred vrati se srečata znanec in znanka, drug drugemu čista uganka, na robu zimskega spanja, obema malo se sanja, zatopljena v burno debato, s prsti na mrazu igrata staccato. Ob misli na vroče poletje, zarubljenim parom odtujujeta gretje. Vse tako zgleda in tako bi moglo biti, kontam bolj na položnice kot na dobrobit. Hočem kot otrok biti, se spet zjutraj veselit, ne misli, da bi moral biti hvaležen, ker grem na šiht. Rabim te pare, či se me stane, ne najdem te manj, ne daj mare, nimamo vsi tanje, ajde saj ima znanje, kak se znajde, ko noč pade, kaj se vzame, kam na rame, kire stave, kak reševa težave, pazit na plave, kuverte. Rad živel bi preden me obiščem, uerte špilo kitaro pod ležalnikom na obali Fuerte. Ni treba razlagati, dovolite, če me zanima, bom sam skonto, ne rabim eksperte, samo frende, šipo dol in muziko za sample, laganini nekam, ker ni treba iti v tempel, smo na dobri poti z mislimi, pomirjajočimi, ko me prevzame feeling, ko da se vozim z tekočimi. Na spet se v avto tlačiš, vrgolimo kot marjači, orkester galebov se dere, ko nas redar obere. Živimo kot roman, v zadnja stran je v prvem planu, razbita je iluzija, sirena na cesti zavija. Orkester galebov se dere, ko nas redar obere.
Rina z mano oddaje Radioaktivno, Marjači je bila slišana, v njej pomaga tudi MK. Si slovenistka. Koliko potem daš na besedila, je avtomatsko vprašanje, ki se mi iz tega izpelje? Vse. Čeprav pomembna je tudi melodija, ne, vse skupaj. Se pravi, pri meni je to, no, da pokažem glas in hkrati tudi nekaj povem. In šele pravzaprav pri zadnji pesmi sem ugotovila, ne, kako oboje združiti. Ker recimo Življenje je prestiž je, pa Marjači sta besedilno izredno močni, melodija pa ne, melodija je pa v bistvu bolj pripovedujem, ne govorim. Zdaj pri pesmi Nič ne velja, pa se res tudi razpojem, ne, tako da zdaj nekako me vleče v to smer. Je potem lahko glasba tudi neki filter od vsega tega, kar počneš v profesionalno življenje? Ja, delo pravzaprav kar vpliva, je navdih za te skladbe, ne, in pri pesmi Življenje je prestiž, ko sem pravzaprav sem 1 mesec ali 2 meseca sem delala za 100 evrov pri časopisu, ne, pa sem rekla, življenje je prestiž, je treba delati za drobiž, ne. In to je bilo, mislim, da ko sem bila še na faksu, ja. Besedila pišeš v slovenščini, ti je ta jezik najbližji? Ja, res je. V slovenščini sem se zmeraj lepo izražala. Ne vem zakaj, v drugih jezikih nekako nisem prišla do te stopnje. Tudi med šolanjem ni bilo neke nadarjenosti, ampak za slovenščino to pa absolutno. Ne vem, se pravi, to nadarjenost zdaj izkoriščam. Ne vem, škoda se mi zdi, da bi to zadržala v sebi, če lahko razdam, ne. Kako pa ti gledaš potem na slovenska besedila, glede to, da si slovenistka, pa sama jih pišeš? Ja, zdaj, če mi je melodija všeč, včasih tudi kaj preslišim, ne. Boljše je pa, da ne komentiram. Je pa res, da vsi kdaj naredimo kakšno napako, ne. Tako da ne bom pretirano sodila drugih. Misliš, da je jezik v besedilu vse bolj pogovorne? Odvisno, kakšen je cilj ustvarjalca, ne. Komu, za koga ustvarja. Če ustvarja za posebno, skupino, ne, potem ustvarja v slengu ali pa v narečju, ne. To so pravzaprav različne zvrsti jezika. Jaz sem se pa odločila, da bom kar za vse Slovence, pa tudi za tiste, ki se še učijo slovensko, ne. Tako da ustvarjam kar v knjižnem jeziku. Včasih pa vpletam kakšen element pogovornega. Sem pa tudi uporabljala oziroma vključevala kakšne, se pravi, francoske, angleške izraze, tako malo za popestritev. Da se malo prepleta. Tako, ja. Glasba. Naslednja bo sodelovanje s skupino Sweet Pig, več kot Cekin, ki si jih že omenila, Cekine namreč. Ja, to je pravzaprav tudi nadaljevanje, tega ozračja v Življenju prestiž, ne. S to pesem zdaj kar dostikrat omenjam. No, to je bilo prijetno sodelovanje. Zdaj tukaj so oni napisali besedilo, kar mi je zanimivo, ne, ker sem se do zdaj zmeraj sama. In je tudi tak lep zaokrožen komadek, jaz bi to, jaz bi ono, ampak v bistvu delam, ne. To je res, ne. Včasih se odločam za potovanje, včasih se odločam za ustvarjanje, ne. Ne moram vsega hkrati, to pa je, ne, glede tega sem omejena. In ta skladbica govori o tem, ne, da rada sanjam, da odšla bi v slogu, ne. Tako da, ja, taka je situacija. Dež na oknu, jutro mi prebuja, to spet kliče, vedno ista nuja. Samo ti se tja in tja hitijo in živijo isto agonijo. Gledam slike, plaže v katalogu, rada sanjam, da odšla bi v slogu. Kuba, Bali, pesek pod stopali, vsi koraki bili so najprej mali. Dan tako se vleče, mu konca ni, saj moj kanček sreče si leti. Grem čez Tromostovje, na smeh krasi moje ustnice. Vse, kar imaš, je to, kar je na tvoji dlani. Čuti svet in naj življenje te premami. Zaživi spet na koncu, nič ti ne ostane. Življenje ni le delo, je več kot Cekin. Vse, kar imaš, je to, kar je na tvoji dlani. Čuti svet in naj življenje te premami. Živi spet
si moje ustnice. Vse, kar imaš, je to, kar je na tvoji dlani. Čuti svet in naj življenje te premami. Zaživi spet na koncu, nič ti ne ostane. Življenje ni le delo, je več kot sekin. Vse, kar imaš, je to, kar je na tvoji dlani. Čuti svet in naj življenje te premami. Živi spet na koncu, nič ti ne ostane. Življenje ni le delo, je več kot sekin. Življenje ni le delo, življenje ni le. Življenje ni le delo, življenje ni le. Življenje ni le delo, življenje ni le delo, je več kot sekin. Rina z mano v oddaji Radioaktivno, poslušamo single, albuma pa še nimaš, kljub temu, da je se skladb nabralo kar nekaj. Ja, zdaj imamo pa že v mislih, ne, in pravimo tam mogoče jeseni ali pa na začetku naslednjega leta, ne, vse je še v zraku, je pa to v načrtih. Tako da. Če pogledamo pa tvojo glasbo, lahko bi rekli pop s kar nekaj primesmi. Ja, zelo rada, kako bi rekla, zmeraj sem pod različnimi vplivi, ne, različnih glasbenih zvrsti. In tudi to, kar poslušamo, ne, ni nujno tisto, kar tudi ustvarjamo, izvajamo. Zelo rada pa vpletam elemente tistega, kar poslušam, no. Zato je tako eklektično. Če gledamo tvojo prvo fazo, ne vem, skladbo Sexy Boy, ki je bila še čisto plesna, pa današnje, ki so popolnoma drugačne tudi s temi modernimi ritmi, lupi, efekti in podobnim. Ja, čisto na začetku pravzaprav tudi nisem vedela, kaj bi pisala, ne, ker tako je. Če si ti nadarjen za pisanje, lahko napišeš tudi čisto preprosto pesmico, ne. Pa recimo so rekli, ta pesem je pa zanimiva, nekaj novega, ne. Sem pa res precej v slengu, mislim, pisala v slengu, ne, in je tudi, kako bi rekla, tudi zelo enostavno, ne, tisti sex sells, a ne. Sam sem ugotovila, da ta formula pri meni ne deluje, ker sem malo ekscentrična in ljudje pa imajo pri tej formuli radi nekoga, neko lutko, ki jim servira, kar si zaželijo, ne. Tako da sem morala zastaviti malce drugače. Koliko pa se prilagajaš trendom, glasbenim trendom? Spremljam in se tudi do neke mere prilagajam, hkrati pa ohranjam svoj slog. Ne, to me zanima, ne moram reči, zdaj, ko sem bila pa, ne vem, v srednji šoli je bila pa super muzika, ne moram tega reči. Kar naprej spremljam in potem iz vsakega obdobja imam nekaj priljubljenih pesmi. Zdaj, nekatere se me tudi bolj dotaknejo za dlje časa, druge samo v tistem obdobju, ne. Z naslednjo se bova dotaknila Melodij morja in sonca 2019. Svet, ja, to je bila res lepa izkušnja. Tudi ta pesmica je po svoje hecna, ne. Pa kar napovedala sem, da se bo svet postavil na glavo. In se je. Ja, pravzaprav tako sem tudi, želela sem potovati, pa nisem, ne, in potem sem opisala razmetano sobo kot, ne vem, džunglo nekje sred, ne vem, neznane dežele. Med čakanjem na zeleno mesto šira avto, čez lužo skočim na potep v daljne kraje, sosedov mud zabode, pod oknico pred spanjem, ko plazim skozi pragost nogavic v stanovanju. Zdrava pamet prehladi se, ko vsak dan postane pust, užaljen nego si gre napudrat nos. Modra misel drema na obali, med zmenkom s komarjem se popraskam po glavi. Včasih je prav, da se vse nam zdi narobe, ko svet se obrne na glavo. Otroci se narišejo brke zobno pasto in nam nastavijo ogledalo. Včasih pride prav, da me žikamo v sonce, na pomolih se igramo z ekrani, v sporu zlatih ribic dirigiramo s flomastrom, ker se skupaj smo ravno prav zapnani. Po stopnicah poletim na čudežni preprogi, pred domačim pragom se zazebamo nirvano. Ko v sanjo se zbudim, si umivam roke in zarjavela pipa spušča nekam čudne zvoke. Se med težkimi karakterji premaknit me ne da, ko z milnimi mehurčki poskakujemo v zrak. Več nima smisla jezice na ta svet, ker zgodovina se ponavlja spet in spet in spet. Včasih je prav, da se vse nam zdi narobe, ko svet se obrne na glavo. Otroci se narišejo brke zobno pasto in nam nastavijo ogledalo. Včasih pride prav, da me žikamo v sonce, na pomolih se igramo z ekrani, v sporu zlatih ribic dirigiramo s flomastrom, ker se skupaj smo ravno prav zapnani. Včasih je prav, da se vse nam zdi narobe,
zlatih ribic dirigiramo s komastrom, ker vsi skupaj smo ravno prav zagnani. Svet je bila slišana in Rina, ki je z mano v oddaji Radioaktivno, splet dal tebi kar nekaj informacij in zato sem zasledil, da si tudi slikarka, kar pomeni, da za celostno podobo svojih izdelkov nimaš težav. Ne, pravzaprav ustvarjam, slikam že od 13 leta. Zelo rada slikam realistično in tako no. Uporabljam pastele, rada imam žive barve. In zdaj pri zadnji pesmi, ne, Pri nič ne velja, sem tudi zmontirala video. Se pravi, no, tudi ta nadarjenost mi pomaga pri tem, da si lahko tudi zmontiram video, ne. Pa da tako estetsko lepo izgleda. Zelo rada imam pa take barvite prizore, predvsem iz narave. Prijatelji me pa tudi prosijo, da narišem kakšen portret. No, tako. Si že tudi kaj razstavljala? Ne še, bi bila pa to tudi zanimiva možnost, ja, da bi recimo imela koncert, pa bi pa še razstavila. Koliko pa daš na imidž, ki je danes v glasbi in na splošno na popularni sceni oziroma estradi zelo pomemben? Ja, zdaj odvisno, kakšen cilj ima kdo, ne. Jaz kot umetnica, ne, seveda se posvečam tudi videzu, ne, ni pa to vse. In tudi vidim, zdaj pri tej zadnji pesmi Nič ne velja, glih o tem govorim, da nas ljudje pogosto presojajo po videzu, ne želijo pa potem pogledati vsebine, ne. In to je tisto, ko rečem, življenje ni lepotica, je značaj, ne. Zdaj lepotica še na to našo potico asociira, ne, življenje ni potica. Tako da sem se malo iz tega ponorčevala, ne, ker človek dobi veliko všečkov na sliko, pesmi pa se nihče ne pretakne, recimo, ne. Tako da. Bomo pa zato poslušali v nadaljevanju Iz sna bo naslednja z leta 2020. O zvezi nadaljavo sem si zapisal zraven. Ja, to je bila tudi taka, kako bi rekla, zanimiva izkušnja, ker nekako sem se predala trenutku in sem zaupala. In pravzaprav ni bilo nič narobe, učila sem se, je pa res, včasih so življenjski slogi preveč različni, pa če si na drugih koncih sveta, to ne funkcionira, ne. Je bilo pa tudi nekaj potovanj. Danes grem s tabo stran, danes grem s tabo stran, danes grem s tabo stran, danes grem s tabo stran in dočakala bova dan, no. Hočem s tabo naprej, neznano brez mej. Za tabo v daljavi sem kot odmev, se prepojam iz sna, se prepojam iz sna. Za trenutek zamislim si svet brez ovir, se prepojam iz sna, se prepojam iz sna. Čutim nov pogled, nov nasmeh, nov korak. Na drugi strani čutim nov pogled, nov nasmeh, nov korak. Se prepojam iz sna, se prepojam iz sna. Se prepojam iz sna, se prepojam iz sna.
Isna Rine vodaje radioaktivno, Rina.potepinka pa Rina.pobalinka. Sta dva naslova, ki ju najdemo na spletnih domenah. Zakaj razlikovanje na Instagramu in Facebooku? Ja, na Facebooku si še nisem nastavila, ne, da sem pobalinka. Zdaj tako je. V bistvu zaradi korone sem obstala na Finskem tako 3 tedne in potem je bilo treba z izrednim letom iti nazaj, ne. In od takrat pravzaprav nisem kaj tako daleč potovala, ne. In glede na to, da imam napisano kot Potepinka, ne, sem pol dala kar pobalinka. Se pravi, zdaj pokam vice, ne, pa mogoče bo pa še kdaj kakšno potovance. O tem na Finskem sva že govorila, mi vsi se zaklepamo, vidimo pa Rino na družabnih omrežjih, kako potuje po ledu in snegu. Ja, tudi stric mi je takrat napisal, ti si zadnji evropski popotnik. Ne, pa jaz sem si tudi rekla, takrat pa v službo so me takrat klicali, pa nisem več v tej službi. Ne, oziroma klicali so me iz službe, ne, da naj pridem nazaj s prvim letalom, ampak sem pa računalnik s sabo vzela, ne, tako da sem lahko pol 2 tedna še delala. Pač v bistvu od doma, ne, pod narekovaji. In potem sem bila z njimi do junija, pa so se pa odločili, da bojo oni, se pravi, da me ne potrebujejo, ne, in zdaj sem se pa v drugo smer nekako podala, tudi na šoli pomagam tujcem in čedalje bolj me vleče v to smer. Potuje še kaj? Bolj te kratke razdalje, kakšna Avstrija, pa Italija, pa Hrvaška. Bom pa videla, če bo kdaj še kaj bolj eksotičnega. No. Če bi bilo dobro ohraniti Potepinka in Pobalinka odstranite. Čeprav po drugi strani pa Pobalinka, ne glede na ta besedila, ne, ki jih pišem, sem res Pobalinka. Ne. Mogoče bom pa res to kar ohranila. Vidim pa, da si na družabnih omrežjih zelo aktivna. Ja, zdaj želela bi si biti bolj aktivna v živo, ne. Dokler pa za to ni možnosti, ne, pa nisem v karanteni, ne, tako pravim, bom pač aktivna, ne, da razširjam glas o sebi, ne, če ne gre drugače. A ne. Mislim, da bo naslednja prav primerna za to, kar sva sedaj govorila, povsod doma. Ja, res smo ostali povsod doma. Ne. Namen pesmi je bil takrat, ko sem jo ustvarila, ne, da nimamo nikjer mesta, ne, da smo povsod doma, pa se je pa zgodilo ravno obratno, bili smo povsod doma, ne, in sem se pol iz tega tudi ponorčevala, lažje mi je bilo tudi prebrodati to obdobje, tako da zdaj ta pesem je še zmeri ta, ko bi rekla, starejši slog, ne, nisem toliko pela, sem bolj repala, zelo hitra je, bo pa nekako zaznamuje tisto obdobje, ne, tako da konec nekega obdobja in zdaj začetek novega. Ko si povsod doma, ko si povsod doma, v naših kamrah kup stvari, kramovnik smo, zdaj še mi, boj ohrani našo čast, telovadba je vseh nas, sprava v rokah naših ključe in nas spremljal noči, ko na drugi strani luče, pusti vse za sabo, to je nova era, delamo po svoje, ker ne vemo, kje je meja. Ko si povsod doma, avantura brez obstanka, naj te ob srca vodi tja, ki kot zrak zdihneš se z dna morja, ej. Ko si povsod doma, avantura brez obstanka, na vse stranih neba, tvoj pogum bo kot ptica poletel na vrh gora, ej, ej. Ko si povsod doma, čas telovadba z glavo pisko, večna praksa je vseh nas. Na podstrešju tvoje kamre se kopiče kup stvari, ko je vsega kriva karma, kramovni si zdaj še ti. Sprava v rokah naših ključe in nas spremljal noči, ko na drugi strani luče. Pusti vse za sabo, to je nova era, delamo po svoje, ker ne vemo, kje je meja. Ko si povsod doma, avantura brez obstanka, naj te ob srca vodi tja, ki kot zrak zdihneš se z dna morja, ej. Ko si povsod doma, avantura brez obstanka, na vseh stranih neba, tvoj pogum bo kot ptica poletel na vrh gora, ej, ej. Ko si povsod doma, ko si povsod doma,
srca vodi tja, kjer kot zrak zdihneš se z dna morja, ej. Ko si posod doma, avantura brez obstanka, na vseh stranih neba. Tvoj pogum bo kot ptica poletil na vrh gora, ej, ej. Ko si posod doma, ko si posod doma, ko si posod doma. Rina z mano oddaje Radioaktivno. Odre, kaj prakticiraš v živo? Ja, lani sem imela nastop po Prulčku, je bilo fajn, ne, smo bili, se pravi, s tokalcem, pa kitaristom, no. Zdaj se pa tudi smo v fazi dogovarjanj, tako da se bom pustila presenetiti, no, kaj nam bo uspelo naumiti, no. Ali je to bolj akustično? Akustično, ja. Tudi ugotovila sem, da lažje zgodbe podajam samo ob kitari, pa mečkano ob se pravi, perkusijah, no. Tako da je kar ustreza mi, no. Kakšen pa je sprejem? Ljudem je všeč, no, ko nastopam, ker poslušajo, tudi so mi že rekli, da zdaj si mi pa pripravila, da razmislim o svojem življenju, ne, tako sem kar ene take fleše sem dobival, hvala, ne. Potem je bil pa tudi en gospod, zdaj nazadnje v Prulčku, mi je rekel, da naj malo tudi razmislim o Slovencih v Italiji, ne, o Tržaškem zaledju, ker je bilo to, se pravi, tradicionalna slovenska pokrajina, pa so pa zamenjali, ne, so dali Slovencem to, zdaj našo Primorsko, ne, oziroma to ob obali, ne. Oni so pa potem vzeli ta del, ne. In tudi nič ne velja, tudi o tem govorim v drugi kitici, mečkano omenim, ne. Glasba bo naslednja naprej, je skladba? No, tukaj pa že nekako se prebujamo iz tega koronskega krča. Govorim o tem, da je treba se prav obdržati nasmeh, ne, ko v šolah smo bili skozi temi maskami, ne, in kako se boš pol, mislim, težko je, ne, ker ne vidiš v bistvu nasmeha, ne, ko imaš skozi pač te maske, no. Tako da se zdaj tudi jih ni več po ta novem in zdaj do določene mere je treba poskrbeti za skupnost, ne, do določene mere pa tudi Zase. okej. Naš gib kot nov pogled, zaslon. Zdaj so taki časi, polagam tlak, ni brez napak. Čas beži počasi, in zdaj se mirno gre naprej.
ne bo kot prej. Rina, veliko vlagaš tudi v videoprodukcijo, videospote, to je danes ne nazadnje nuja. Zadnjega si dejala prej, da si naredila sama, drugače pa dejansko staviš na take bolj dinamične spote. Ja, všeč mi je, da se nekaj dogaja, da je neka zgodba. Ne. Se tudi, pravzaprav sem se s fotografom pogovarjala, ne, pa mi je rekel, da je zelo dobro, da tudi skozi fotografije pokažemo zgodbo. Ne. Pri meni vse je upletena ta zgodba. Ne. Tako da, se pravi, lahko jo pripovedujemo na papirju ali pa da jo bereš pač na računalniku. Po drugi strani pa lahko potem tudi še poslušaš, ne, pa tudi vidiš, pa tako, no, vse čute vključujem. No. Tako da, glede na to, ne, da slikam, ne, se mi zdi pomembna tudi slika. V oddaji sem jaz tisti, ki običajno sprašuje druge glasbenike, sedaj že toliko in toliko let. Tudi po telefonsko vedno jaz sprašujem. Ne. Letos pa Rina sem se odločil, da drugi glasbeniki tudi vprašajo kaj druge glasbenike. Zato ti je gost prejšnjega tedna zastavil 4 vprašanja, na katera boš zdaj odgovorila. Boš? Bom odgovorila, ja. Povem pa ti, da je bil gost prejšnjega tedna Jacuzzi Kralj, ki je izdal novi album Preprosto najtežje. In prvo vprašanje se glasi: katere so tiste stvari, na katere misliš ob tem, ko pišeš tekste? Ja, zdaj po svoje delo, po svoje pa to, kako gledam na svet. Se pravi, predvsem to, kar počnem, no, to me motivira, ali pa tudi, kar se tiče zasebnega življenja, ne, tudi kakšne izkušnje vpletam. Tako da enkrat je bolj romantično, drugič je pa res ne preveč romantično. Drugo vprašanje: katero pesem bi se vrtela na samotnem otoku? A samo eno? Jih mora biti pa več, ne moram se odločiti za eno. Ampak ti dam jaz vprašanje, eno lahko izbereš in jo izpostaviš. Ne moram se odločiti, res ne. Preveč jih je. Če bi ali pa lahko rečeva poslušanje ptičjega petja. Evo. Ta je taka univerzalna. Slišiš tudi različne pesmi, ne. Tako da to bi bilo ptičje petje. Evo. Tvoje pa tudi šumenje morja, ne, si lahko tudi marsikaj zamisliš. Tako da se da tudi s tem. Vidim, da si izbrala kar nekaj skladb in same naravne zvoke. Ja. Tretje vprašanje, ki ti ga zastavlja Jacuzzi Kralj, se glasi: če bi šla na en res hud party, kam bi šla? Na hud party? Sam, kjer se naredi žurka. In še zadnje vprašanje, ki ti ga zastavljam: kdo se ti zdi, da lepš poje, bobnarji ali kitaristi? Zdaj, bobnarji bi znali imeti veliko veze z ritmoma, ne. Tako da se mi zdi, to je sicer, ko bi rekla, moja asociacija, neka bobni so v povezavi z ritmom, kitaristi pa bolj, se pravi, petje, ne. Tako da spet težko se odločam, ne, vsak, dobro, če gledava pevce, čeprav po drugi strani pa, jaz bi rekla, meni osebno bobnarji. Mislim, da bodo zadovoljni. Midva se seliva k predzadnji skladbi, to bo Lebdiva. No, to je taka romantična skladbica, ne. Govori o nekem trenutku zamaknjenosti, ne, preden padeš na realna tla, ali pa tudi ne, mogoče pa še zmeraj lebdiš, no. Tako da ta je res taka pop skladba, taka, pravzaprav taka sončna, no. V bistvu je bila en tak izzivček, ne, zakaj ne bi tudi tega poskusila. Želja potuje nad oblaki, radoveden veter skoči pod odejo obljub. Trop čričkov na neskončni planjavi dirigira hrupu megalomanskih besed. Spoznali smo, da svet živi v tvari, jutro nas pozdravi, to mišlija je brez mej. Glej, kako podrahtevajo bilke na mrazu, kako se predajava sladkim porazom.
lebdiš. Glej, kako podrahtevajo bilke na mrazu, kako se predajava sladkim porazom, kot atlas sveta sva igra za dva. Glej, kako spreletava me tu sem na nebu, kako plen se izmika galebu. Pokazal bo čas nama pravi obraz, pokazal bo čas nama pravi obraz. Pokazal bo čas nama pravi obraz, kot igra galebov lebdiva na nebu. Pokazal bo čas nama pravi obraz. Lebdeli smo v skladbi Lebdiva z Rino, voda je radioaktivno. Rina, za konec, kakšni izzivi so pred tabo? Sedaj sicer novi singl, ki bomo zavrtela na koncu, to je bil prvi izziv, kaj pa sledi? Se pravi, ustvarili bomo še nekaj skladb in imamo v mislih album, tako da no, pa želim se tudi predstaviti, ne, še, bom rekla, še kakšnim krogom poslušalcev, no. To so za zdaj načrti. Kaj boš, potepinka, pobalinka ali pa mogoče tretji termin, ki sem ga ustvaril, ustvarlinka? Stvarlinka. Mislim, da bom kar to tretje, ja. Razmišljaš o albumu kot nekem formatu zaokroženem? Pravzaprav to, kar sem do zdaj ustvarjala, no. Pravzaprav tako, kot sva zdaj naredila izbor skladb, jih bom tudi za album, a ne. Aha, zdaj nič ne velja, ne, še to naj povem, da sicer to je zdaj tako aktualno, ne. Govorim pravzaprav tudi o ljudeh, ki zapustijo svoje domove, ne, in potem je njihov dom na nek način čas, ne. In tudi ne vejo, a bojo obstali ali ne bojo. Zdaj sem tukaj, kako bi rekla, zunanji opazovalec, ne, in to potem prikažem skozi pesem, ne. To je še en tak vidik. V tej pesmi sem res veliko stvari združila, ne. Tako da v naslednjih pa mogoče se bom res osredotočila na posamezne tematike ali pa problematike, ne, in potem to izpostavila in peljala zgodbe naprej, no. Tako da nič ne velja, bova zavrtela za konec tega pogovora. Rina, hvala, da si bila gostja oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delo naprej. Hvala. Zdaj bomo pa videli, a smo povsod doma, ne. Ali lebdimo? Ja, ali pa smo iz sna. Na obalah tone v nočnih spevčeri, preganjam čas, zato pred mano rad beži. Vsak hit je resna stvar, življenje ni le potica, je značaj. Ne obupuj, če svet je tuj, postal dvoličnih ritmih, kimajočih strun. Kdor zna, nič ne velja, če ne mara frutka in razcepeta. Potuj mi ušesi, stikamo glave, je mar v zalitju škornja blišč nekdanje slave. Vsak hit je resna stvar, življenje ni le potica, je značaj. Ne obupuj, če svet je tuj, postal dvoličnih ritmih, kimajočih strun. Kdor zna, nič ne velja, če ne mara frutka in razcepeta. Za hip ujam čas, je moj dom in moj pristan. Za hip ujam čas, je moj dom in moj pristan. Pot se ne konča, pot se ne konča, ne, ne. Pot se ne konča, pot se ne konča, ne, ne. Pot se ne konča, pot se ne konča, ne, ne. Pot se ne konča, pot se ne konča, ne, ne. Ne obupuj, če svet je tuj, postal dvoličnih ritmih, kimajočih strun. Kdor zna,
Sem Rina in poslušate oddajo Radioaktivno.